Dobro dan, spoštovani ljubitelji in ljubitelice nogometa. Sliko smo v Sežani na stadionu Rajko Štolfa, kjer se bo čez dobrih 10 minut začela druga tekma 28. kroga v prvi ligi Telemach. Domači Tabor, ki se bori za obstanek, pa danes gosti Muro, mreže nedotaknjene. Za trenutek pri žogi Horvat, pa Stančič, tole je zdaj prva priložnost za Tabor in zgrešil oziroma... Če je bilo temu res tako, Lotrič, krasna podaja proti Kovsu, Kovs brani Koprivec. Živi zid postavljen, dal je znak Kajtazovič. Luka Bobičanec in brani Koprivec. Še ena obramba Jana Koprivca. V reprezentančnem premoru dan prej, 2. aprila, dvoboj v gosteh proti Celju. Tole zdaj Bobičanec, lepo Bobičanec in Mura vodi. Lepo se je tule znašel Luka Bobičanec in klonil je Jan Koprivec. 5. gol Bobičanca v letošnji sezoni. In Mura od 51. minute dalje vodi z 1-0. Na prvem mestu Gorica, na drugem Triglav. Tule zdaj Horvat proti vratom in tokrat Koprivec. Urh med tem, Anzengue do žoge, Anzengue pa Stančič, prek vrat Dino Stančič. Monjac. Mislim, da brez prekrška, kot kaže, ja. Lotrič je v kazanskem prostoru, Lotrič, žoga za Horvata, Horvat in gol! 2-0, Tomi Horvat, 65. minuta. Predtem je izgubil žogo Blaž Urh, toda Kajtazovič še se ni oglasil. No, zdaj pa bodo gosti dihali nekoliko lažje. Tomi Horvat pa je v poklicu slovensko reprezentanco okronal z golom. Pa še v 65. Tole pa zdaj Monjac. Monjac ima nekaj več prostora. Monjac je streljal. Z mano je trener Tabora, gospod Dušan Kosič. Po prvem polčasu 0-0, dokaj izenačeno, potem pa tisti zadetek, ki vas je morebiti nekoliko presekal, če se lahko tako izrazim. Ja, trda tekma, torej do tega prvega zadetka, ki je posledica naše neodločnosti. V bistvu Mura je to znala izkoristiti. Mi smo imeli na drugi strani 3-4 priložnosti podobne, ki je nismo uspeli izkoristiti in potem je težko na disciplinirano obrambo karkoli narediti. Tekma pa izenačena, z obeh strani lahko bi šla na našo stran, vendar nažalost nismo izkoristili tisto, kar se nam je ponudilo. Bo zdaj, glede na to, da je reprezentančni premor za fante, kaj odmora ali bodo treningi po urniku? Ne, normalno treniramo, fantje bojo en dan dobili prosto, potem gremo pa naprej v trenažni proces in seveda ni nikoli prijetno izgubiti pred reprezentančnim premorom. Hvala in srečno. Hvala. Zmaga z 2-0 proti Taboru na težkem gostovanju, kot ste dejali pred tole tekmo. S čim ste bili danes zadovoljni in po drugi strani s čim ste bili nezadovoljni? Pa zadovoljni moram biti vsem po končnem rezultatu, ker to ste zdaj omenili. Kot smo se ponavljali že pred tekmo, je to gostovanje izredno zahtevno, redke ekipe tu odnesejo 3 točke in tudi Murina tradicija na tem igrišču kaže, da težko tekmo dobim. Bili smo pametni, bili smo organizirani, vedeli smo, po kaj smo prišli v Sežani na tem igrišču. Redko kdaj prevladuje na tekmi lepota, važne so samo točke in zmaga. Zdaj imate nekaj točk prednosti pred Bravom, ki je mesto za vami. Kako nekako želite izkoristiti tale reprezentančni premor? Ja, v premoru seveda
tem dvotedenskem je malo oddihal po tem napornem ritmu, ki je bil predvsem do prejšnjega tedna. Da se ekipa malo osveži in pa tudi, da se pripravimo za zadnji del prvenstva, kjer se bo odločalo tudi v mestih v Evropo, kar je naš cilj. Je pa neki moment trenutno na naši strani, mogoče celo ta pauza ni v najbolj pravem trenutku za nas, ampak upam, da bomo po tem premoru se vrnili še boljši. Hvala in srečno. Hvala vam. Z mano je Dino Stančič, igralec Tabora. Poraz po nizu 4 tekem brez poraza pred reprezentančnim premorom, zagotovo to ni dobra stvar. Ja, sigurno ni. Ne vem, moramo se zdaj v tej pauzi malo zbrati, malo popraviti določene stvari in danes smo enostavno, nekako smo probali igrati, vendar Mura izkoristila naše napake in dvakrat zadela na kvaliteto. Vidi se to njihova kvaliteta v samih igralcih in to je odločilo današnjo tekmo. Sami ste imeli kot ekipa nekaj priložnosti, ampak spet vam je na koncu nekaj zmanjkalo, kot se je že velikokrat zgodilo v letošnji sezoni. Ja, sigurno, mučimo se že celo sezono. Enostavno ne najdemo formule, kako usmeriti tekmo v našo prid. Enostavno, zdaj zadnjih 8 tekem, vsaka je kvalifikacijska, tako da ni druge, ko dobro se pripraviti v tej pauzi in iztržiti čim več točk v zadnjih 8 tekmah. Hvala in srečno. Hvala. Z mano je strelec prvega zadetka za Muro, Luka Bobičanec. Luka, prvi zadetek, verjetno vam je odleglo prvi polčas, ste imeli nekaj težav, v drugem pa torej zadeli in naposled se je odprlo. Ja, sigurno, da je. Moram povedati, da je to sigurno eno od najtežjih gostovanj, ker ga imamo čez celo sezono, vemo manjše igrišče, vemo, kak je Sežana nasprotnik, vedno smo tu imeli težave, ampak danes smo, moram povedati, drugi polčas smo odigrali tako, kako se tu treba odigrati. Ja, po tistem zadetku, sploh po tistem prvem ste se uspešno branili, po drugem ste se morda še nekoliko bolj zaprli in brez težav nadzirali potek dogodkov. Ja, mislim, da smo po prvem zadetku igrali isto kot prej. Prvega zadetka, iskali smo te svoje šanse zgoraj in smo prišli do še ene, zato mi je zabil za 2-0 in mislim, da upravičen rezultat. Hvala in srečno. Hvala.